En prisrčen pozdrav, sem rekel, da se bom javil. Danes je petek, naslednji teden v četrtek imam predstavo o Odiseji, ampak danes ne bom o Odiseji govoril. Govoril bom o odpovedi moje predstave v Šmarjah pri Jelšah. 3 mesece smo imeli podpisano pogodbo, da pridemo 17. aprila v kulturni dom Šmarje pri Jelšah. Na Eventimu so že prodajali karte, spodobna dinamika prodaje je bila in potem mene tale moj agent, menedžer obvesti, da se je ena aktivistka levice zglasila pri direktorju kulturnega doma, ki je tudi direktor knjižnice, en samec, Marko Samec, nek doktor, ubogljiv očitno. In smo morali pač odpovedati to predstavo, 17. april. Pol jaz, mi ne zdi logično, da bi se mi to naredili že ne vem katerič. V Idriji je Teja Hvala to poskušala, neka lezbika, aktivistka levice. In je odpovedana bila predstava v Idriji par let nazaj, še po moje pred covidom, za 6 ur. In potem so se pa streznili odgovorni možje, ali pa celo ena ženska, direktorica tistega kulturnega doma, in po 6 urah so odprli prodajo in je bilo v naslednjih 6 urah, ko se je izvedela ta novica, pa ta dvorana razprodana v Idriji. Glejte, to se mi je zgodilo tudi, dogaja se mi vse povsod, tudi v Domžalah, ko je bila Cveta Zalokar Oražen še pri koritu moči in oblasti, jaz nisem smel gostovati v Domžalah. Potem sem pa lanskega 8. marca razprodal dvorano Domžale. Ptuj, nekaj podobnega. Tam je bila pa ena Lina Habjanič, neka aktivistka levice, svetnica tam na Ptuju. To, da bi jaz dobil v gledališču Ptuj dvorano, se ne da zgoditi. Včasih je bilo mogoče, pa en Srpčič, Gibanja Svoboda, ni variante. Smo pa v gimnaziji dobili dvorano. Razprodana ni bila, ker je tam pa placa za ne vem koliko, 300 ljudi, ampak 150 jih je pa bilo, ampak dvorana je bila tako draga, da bi kaj zaslužil, ni variante. Skratka, po celi Sloveniji se meni dogaja, da si odpovedujejo dvorane. Šmarje pri Jelšah, kličem jaz potem, mislim, tega Roka Čakša, ful dober politični analitik je. Pa mi, ki se ukvarjam s politično analitiko, se malo poznamo, pa ga pokličem, ti, a je tale tvoj kak bratranc, ko je že, Matija Čakš, župan, desni, Šmarje pri Jelšah. Jaz njega kličem, ne vem, 5-krat. In pa on mene nazaj pokliče in pravi, ja, jaz pa nimam nič tukaj. Da je podlegel njegov direktor, župani so ustanovitelji javnih zavodov oziroma občine in jaz sem bil direktor tega zavoda. In če mene župan poklical, pa je rekel takole pa takole, če ni bila preveč nora ideja, ne da sem ga ubogal, sem njegovo logiko spoštoval in sem se ravnal po željah občinskega sveta oziroma občine pa tako naprej. Tale župan je pa rekel, jaz pa nimam nič s tem. Mislim, kako nima nič s tem, jaz sem bil direktor javnega zavoda in vem, da če ti počne direktor pizdarje, te je župan malo strezni. In ta pa jaz pa nimam nič s tem. Ja, če ti ta tvoj direktor, spoštovani župan, desni, Čakš, se pravi Matija Čakš, pa je nek živino zdravnik, veterinar, lepše povedano. Ta ni imel toliko jajc, da bi svojega direktorja, tistega samca, spravil red in rekel, to se pa ne dela. Pogodbo si imel podpisano, zakaj? Na pobudo ene ženske, ki je aktivistka levice, si Vodepa odpovedal eno kulturno predstavo. Se pravi, razočarana gospodinja pri seksologu. In meni je rekel, da se to ne da, da to on ne sme. Mislim, če ti počne direktor pizdarje, ga moraš v red spraviti. Jaz sem pri nam v Trbovljah je bilo malo drugače.
Pizarje so počeli Barovič, Kurent, Rozina, partija v navezavi s Kmetičem, Slavkom, tudi Slavko, ki je zbranim. O Katarini Keček mi še kaj povedal na koncu. V tej aferi, ko ga je Katarina Keček, tega Slavca, skušala za 25 let nazaj očrniti. Ta Slavko, Barovič, Kurent, Rozina so bili proti meni, ko sem bil direktor. Uničili bi šport. Pa sem rekel ne. Če so imeli pa neko spodobno idejo, smo se pa zmenili. In tale Čakš ni dal ščepec pameti temu svojemu, ne bom rekel neposlušnemu, preplašenemu direktorju samcu knjižnice in kulturnega doma. In na pobudo ene aktivistke levice je kulturno predstavo Razočarana gospodinja pri seksologu 461. bi bila predstava. Jo je odpovedal. Mi bi lahko tam neko nadomestno iskali lokacijo, pa tam neko dvorano gasilsko. Zakaj smo s tem ukvarjali? Spoštovani iz tistega becirka. Sej tam povsod, v vseh okoliških krajih smo že gostovali. Mene kličejo z Velenja. Ja, zakaj? Jaz sem hotela pa zdaj, ne z Velenja, Šoštanja. Še v Šmarje priti, ker je bila to tako fantastična predstava. Zakaj je odpovedana? Sem rekel, pridite v Odisejo 9. aprila, tam bo še boljš. Sem bojo karte razprodano, čim prej jih kupite. Glejte, da skrajšam, to, kar meni počnejo, tako na tihem, to se, ne vem, pod Šarcem ni dogajalo, pa je bil tudi levi, ne? Ali pa še prej, pod Ceran, 10 let imam že to predstavo. Ampak tudi pod Janšo se mi meni kaj zgodilo takega, pod Janšo, predsednik vlade je bil Janša, zdaj pa Golob. Pod Gibanjem Svoboda je samo totalitarni sistem samo še hujši. Mi zdaj, kdo bo vlado sestavil, kdo ne bo, to zdaj se ne bom s tem ukvarjal. Ampak glejte, mislim, da se meni to dogaja. Da hoče odpovedati in jim to rata, recimo v Novi Gorici. To je bilo pa, ne vem, pa 3-4 leta nazaj. Mi razprodamo dvorano, kulturni dom, tam je ena direktorica, se mi zdi, 320 ljudi, paste, 320. Bis, 3-krat sva še s prejšnjo soigralko Mino Manojlović morala na oder, še 3-krat. Drugi dan ena aktivistka levice napiše protestno pismo direktorici in dobi moj menedžer, torej Teater King Kong, obvestilo, zadnjič je Vodeb gostoval v našem kraju, v naši dvorani. Gre za Novo Gorico. Glejte, kaj tazga, mislim, če ni bil takrat že Golob. Golob kot močan iz Šempetra, iz Nove Gorice in direktorica kliče zadnjice smis v Novi Gorici, pa ste 320 ljudi, euforija, bis. Potem pa ena aktivistka levice ali pa leve scene napiše protestno pismo, 1 proti 320. In sem dobil nikoli več v Novi Gorici. Mislim, glejte, zdaj pa sestavimo desno vlado, naj se sestavi, ker takole z levo sceno ta totalitarni režim, to ne vodi nikamor. Zato, spoštovani, glejte, ne bom z efektu za donacijo, pa tam za nekega odvetnika. Glejte, jaz sem danes mislil posnet, ali pa v teh dneh mogoče še bom, mladi in volitve. Zakaj so volili desne stranke? Zakaj so mladi vse bolj konzervativni? Sem želel to posnet, pa se moram ukvarjati, mislim, ne bom rekel s svojim preživetjem, ampak jaz se na gledališkem odru ven mečem na način tako, da lahko zaslužim, da imam terapije tu in tam tudi pro bono. Ljudje, ki nimajo denarja, pro bono terapiram, spolne zlorabe recimo. Denar pa probam zaslužiti na gledališkem odru. Pa tudi knjige pišem, jih prodajam, spoštovani, na gospodinje.si naročite knjigo Razočarane gospodinje pri seksologu. 20 kliničnih primerov ali 25 iz zadnjih 20 let, ki si jih imel, predvsem v teli pisarni, tele noter, tudi v Ljubljani, ampak v Ljubljani nima več pisarne. To ni ordinacija, pisarna, tako se jaz pogovarjam. Tam se jaz preživljam
preživljam se tudi s knjigami. Če pa ne polnim dvorano in tale Odiseja bo razprodana, tako kaže, danes še 6 dni, pa je prodanih kart čez 300. Se pravi, še enih 150 kart imate na voljo. Če me želite podpreti, ok, se mi lahko donirate. Bom rabil za odvetnika, ker tale zgodba s Katarino Keček je šla v stratosfero. Zdaj sem v fazi pridobivanja telefonske številke ene zelo, zelo pomembne priče. Petra Kečka, ex moža Katarine Keček, pa v fazi pridobivanja kartoteke iz psihiatrije. V tej fazi sem, ne? Ona pa je razglasila sodbo, ki sem jo jaz dobil šele čez 14 dni. Vmes sem kontaktiral sodnico, kako Katarina Keček pozna sodbo, ki se je zgodila čez 14 dni. Njej v prid. Ampak pritožbeni rok je 30 dni. Tem se pa bom pritožil in bom rabil odvetnika. In zdaj sem v fazi pridobivanja prič. Zdaj, kdo vse Katarino Keček pozna? To jih je malo morje. To je meni se javljajo, ampak Peter Keček bo pričal. Faza pridobivanja kartoteke z psihiatrije, pa Center za socialno delo bo tudi sodno poizvedbo dal tisto odločbo, ki je dobila Katarina Keček v zvezi z njenimi otroci. V tej fazi sem zdaj. Ampak danes sem rekel, glejte, Šmarje pri Jelšah, to, kar si je župan dovolil, pa ta direktor, samec, mislim, to je absurd za današnje čase. Ampak glejte, povabilo za Odisejo 9. april ob 19. Rezervirajte karte, ker dvorana bo razprodana. Hvala, Ivo Boscarol, 70 let zdaj priznaval, da si mi pomagal, da sem lahko po isti tržni ceni. Asta vrečko nič ne da. Ta kultura, ki jo jaz furam, samofinancerska. Res, da sem tako malce aktivista. Tale predstava je kanila imeti naslov Razočarana Urška pri seksologu. Povodni mož in Urška. Pa nisem šel v to sceno. Še vedno ima naslov Razočarana gospodinja pri seksologu. Je pa scenarij zadnjih par let, ko sem podaljšal gledališko sezono, malo na ta politični mlin, malo na mlin te naše, ki ni prišla v parlament, bivše predsednice Državnega zbora Urške Klakočar Zupančič. Tam na odru je vse rdeče. V Odiseji bo še presenečenje. Predstava bo dvourna, ne več 90 minut, ampak 120 minut. Tako da pridite v Odisejo, ne bo vam žal. Če pa kdo želi kaj še posebej donirati, imate pa link na PayPal. Evo, tokle sem vam imel povedati. Nameravam pa v naslednjih dneh pa tudi mogoče posneti video, zakaj so mladi vse bolj konzervativni. Pa vam dam namig tudi za mene. Čau.